Gledalke in gledalci, prijeten pozdrav in dobrodošli v vdaji Župan za vas. Tokrat ponovno za vas in nas, župan občine Moravske Toplice. Med nami pozdravljan Alojza Glavača. Dobrodošli. Pozdravljene. Odkar so se nazadnje pogovarjala, je minilo kar nekaj časa in v tem obdobju se je v občini Moravske Toplice odvilo kar nekaj večjih dogodkov. Največji zagotovo proslava ob 20. občinskem prazniku in takrat ste v svojem govoru med drugim poudarili, da brez uveljavljenega sistema financiranja krajevnih skupnosti in društev življenje občank in občanov v vaši občini ne bi bilo tako, kot je sedaj. Drži, namreč mi smo občina, ki je izjemno teritorialno razvejana, velika, z 28 naselji in brez tega, da bi aktivno delovali vsi ti podsistemi, dejansko ne bi mogli obstajati tako, kot smo danes. Zato nam predstavlja samo delovanje ožjih delov, torej krajevnih skupnosti, ki dobijo seveda za svoje delo in tudi manjše investicije, proračunski denar, živo, neposredno delovanje občine na terenu. Tako da poleg tega so pa tu še društva, nekatera seveda tudi zakonsko obvezna, med njimi prostovoljna gasilska društva, kjer jih prav tako imamo 27, ki skrbijo za obvezno javno službo požarne varnosti. In pa vsa druga društva, turistična, športna, kulturna in še je tega. Povedali ste, zelo razvejana občina, veliko krajevnih skupnosti, ne po površini, ste ena večjih, sigurno. Kako ocenjujete delovanje, sodelovanje s temi vsemi društvi, krajevnimi skupnostmi? Ste zadovoljni? Ja, to sodelovanje je dobro in prav ta sistem financiranja, ki ga zdaj že imamo kar nekaj let, kaže dobre rezultate, predvsem zaradi tega, ker pravim, manjše investicije, predvsem tu mislim na nekatere obvezne stvari, investicijsko vzdrževanje te infrastrukture, potem vaško-gasilskih domov, dvoran in še kakšnih, recimo, gramoziranje poljskih poti je ena od takih stvari, kjer vsako leto zagotovimo proračunski denar. Krajevne skupnosti pa potem povejo oziroma tudi neposredno izvedejo preko našega javnega komunalnega podjetja Čista narava. To gramoziranje je seveda v tem sistemu potem prevoznost teh poti, ki so večinoma makadamske, zagotavlja nek ustrezen nivo, tako da je v vseh letnih časih občina prevozna. 20 let občine, 20 let spominov. Župan ste sicer drugi mandat. Pa vendarle, kako bi ocenili razvoj občine v vseh teh 20 letih? Poznate seveda tudi prejšnje župane. Ja, v bistvu sem drugi župan, sem pa bil ves čas član občinskega sveta, podžupan in predsednik kakšnega odbora, tako da se praktično od vsega začetka nastanka občine. Zraven ocenjujem seveda, da je v vsem tem času občina dosegla velik napredek, morda ne tak, kot si včasih postavljamo smele načrte. Je pa res, da običajno tisti, ki smo doma, ne vidimo vsega tako kot tisti, ki pridejo čez kakšen daljši čas na obisk, tako da jaz mislim, da smo v tem sistemu lokalne samouprave, ki je od leta 1994 v bistvu v Sloveniji zaživel, zelo napredovali. Praktično v sami neposredni komunalni infrastrukturi predvsem. Dejstvo pa je, da vsega nismo dosegli in vsega tudi nikoli ne bomo dosegli. Zato običajno pravimo, da je dobro, da so načrti visoki, včasih tudi nedosegljivi, ampak vse to nas žene potem k tem ciljem. Zdaj male občine, ker je to dostikrat tudi dilema, ali so primerne ali ne, so vsekakor ljudem približale nek nivo upravljanja, soupravljanja teh javnih zadev na podeželju, odmaknjeno od središč in gotovo so dosegle svoj namen. Je pa res, da se pa nekatere stvari s časom izkažejo kot morda potrebne popravkov.
Mi si ves čas prizadevamo preko skupnosti občin, tudi zdaj, ko sem v državnem svetu, da bi nekako prišlo do te druge ravni, ki nam je izostalo leta 1994, lokalne samouprave, to je uvedba pokrajin, namreč skupnih velikih stvari ne moremo doseči, vsaj ne v tistem odločevalskem ali pa dogovornem smislu, kjer bi preko pokrajin lahko zagotavljali seveda regionalno zdravstvo, srednje šolstvo in še kakšno takšno stvar, tudi večje projekte. Po vašem mnenju torej je v prihodnosti nujna uvedba pokrajin za še hitrejši razvoj občin, sploh teh manjših, odrinjenih občin od centra? Tako je, v bistvu je to potrebno tudi zato, da država kot taka, svojimi institucionalnimi okviri ne bi bila premočan faktor v tem odločevalskem smislu. Mi namreč zdaj imamo v bistvu zelo močno državo in pa 212 večjih in manjših občin in težko je seveda, predvsem kar se tiče lokalnega interesa, doseči včasih razumevanje državnih inštitucij. Zato pravim, ta druga raven lokalne samouprave, pokrajine so nujne. Nujne pa so tudi zaradi tega, ker vse okrog nas, sosednje države, imajo enak ustroj, torej imajo neko to drugo raven, ali so to županije, ali so dežele, ali kakorkoli že. V bistvu tudi v smislu tega mednarodnega čezmejnega povezovanja, tudi skupnih projektov, imamo mi tu hendikep. Ste tudi državni svetnik. Kako pomembno je, da župan s Pomurja tam v Ljubljani dvigne glas, se potem kaj odvija hitreje? Kakšne so vaše izkušnje? V bistvu državni svet je v tem mandatu izgubil nekatere svoje pristojnosti. Veste, da državni svet ne more več zahtevati razpisa referenduma o nekem pomembnem vprašanju. Je pa ta drugi dom parlamenta nek glas razuma, namreč vedno, ko mi ali damo pozitivno ali negativno mnenje na nek zakon ali pa skrajna oblika veto, odložilni veto na sprejeto odločitev državnega zbora, pomeni ponovno odločanje. Zdaj, kar se same pokrajine Pomurje tiče, oziroma to, kar jaz zastopam, levi breg reke Mure, torej Prekmurje, sem uspel z kar nekaj pobudami, da se sliši glas tudi proti tej centralizaciji, kot radi po domače rečemo. Nekatere zadeve so bile povezane z ukinjanjem poštnih uradov. Veste, da je Pošta Slovenije šla v neko reorganizacijo, ker spreminja klasične poštne urade v pogodbene pošte. In seveda to je ena od stvari, ki nas moti, namreč ne samo zaradi tega, ker s tem izgubljamo delovno mesto, izgubljamo eno od pomembnih državnih atributov na terenu. Izgubili smo praktično te sedeže, policijskih uprav v posameznih krajih, kjer so bile, in še kar nekaj je takih, tudi krajevni uradi so ena taka zadeva, ki se zapirajo. Res je, da z informacijsko družbo in z razvojem le-te ljudje neposredno lahko uveljavljajo nekatere svoje pravice in pa tudi upravne naloge po elektronski poti, vendar smo mi podeželje, kjer je tudi prebivalstvo manj mobilno in pa tudi navajeno na nekatere klasične oblike, kot je, dvig denarja na pošti, penzije in še je kaj takih opravkov. Pomembno pa je to, da se pač te državne inštitucije, da tako rečem, ali je to pošta ali krajevni uradi ali karkoli že, seli v večja upravna središča in s tem država izgublja stik na terenu. Ob večji poplavi, recimo beguncev in sporednih pojavov, je to še bolj pomembno z varnostnega in drugih vidikov.
Župani ste kritični oziroma ste v preteklem obdobju kar precej negodovali na državo, tudi kar se tiče financiranja občin. V preteklem letu so bila ta sredstva za občine konkretno znižana, vlada je sprejela sklep za leti 2017 in 2018. Sredstva se sicer nekoliko povečujejo v primerjavi s prejšnjim letom, ampak to še vedno ni v tistem okviru, kot bi po zakonodaji moralo biti. Ja, drži, v bistvu je zdaj že od začetka krize, to pa je tam od leta 2010 naprej, vsakokratna vlada, pa tudi ta sedanja, nekako z izvršilnim zakonom, ki se imenuje Zakon o izvrševanju proračuna, določila obseg financiranja občin z interventnim predpisom. Mi pa vemo, da imamo sistemski zakon, Zakon o financiranju občin, ki jasno pravi, kolikšen je tisti obseg denarja na glavo prebivalca, ki zagotavlja občinam izvajanje tistih obveznih nalog, ki jih država seveda z zakonodajo predpisuje občinam. In ves ta čas seveda so se te naloge še povečevale. Vi veste, recimo en zadnjih takih primerov je, da seveda država odstopa od pogrebnin in to nalaga občinam. Potem je tako zelo razburkal javnost tudi dimnikarski zakon, zadnji je Zakon o varnosti v cestnem prometu, kjer seveda morajo vsi imetniki koles s pomožnim motorjem imeti seveda to vozilo registrirano, zavarovano, obvezna čelada. In mi ocenjujemo, da to pomeni vsaj na letni strani za vsakega od nas posameznikov, ki imamo taka vozila, dodatnih približno 100 evrov, odvisno od primera do primera. In tega je ogromno, tudi pravim pogrebnine, kjer je seveda takrat, kadar ni svojcev, ostaja ta skrb na občinah. Človeka ali občana ali državljana je potrebno na nek dostojen način tudi pokopati. Se pravi, veliko takih malenkosti, ki se potem naberejo v eno celoto in vi to kot župan še najbolj občutite. Kako recimo to vpliva zdaj na financiranje ali pa same ideje za večje projekte? Obupate že potem neki osnovni točki ali se potem poskušate reševati, v narekovajih, na ta način, da se prijavljate na evropske razpise? Ja, tudi tu so se zadeve poslabšale. Vi veste, da tej finančni perspektivi več regionalnih sredstev oziroma sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj po tako imenovanih kvotah ni. Prav tako je kohezija na takšen način urejena, torej Evropski sklad za kohezijo. Pravi, vse se zdaj odloča v bistvu od vrha navzdol. Pristojna ministrstva razpisujejo projekte na vertikalni ravni, torej ni več tiste enakomernega vpliva ali pa tudi deleža, kjer bi vsaka občina nekaj dobila. In taka politika bo ostala, mislim, da približno tam do leta 2020, ko se izteče ta evropska finančna perspektiva. Zdaj ostalo, kako pa seveda se občine, tudi naša, moramo na nek način temu prilagajati. Dejstvo je, da mi moramo zakonom predpisane naloge izvesti. To pa pomeni vse tiste mehke vsebine od predšolske vzgoje do odraslih, starejših, varstva starejših, pomoč na domu in v domovih. In mi enostavno vsako leto pri proračunih zmanjšujemo procent ali pa obseg sredstev proračuna za investicije. Drugače ne gre. In če smo včasih imeli ta odstotek v celem proračunu nekje med 30 in 40%, ta počasi leze pod 30%. Tako da je enostavno nujno ugotoviti, da nekatere stvari lahko tudi počakajo, zato da življenje teče tako, kot mora normalno. No, to je za župane vendarle sila neprijetno, ker volivci na koncu zelo radi vidijo, kaj je kdo zgradil in brez ustreznih sredstev seveda to ne gre. To je res. Res je, da so politiki ali pa smo politiki dostakrat tudi pod vplivom tega, da moramo nekaj takega delati, da je ljudem vidno ali pa otipljivo, vendar glede teh investicij v infrastrukturo jaz vedno znova poudarjam in govorim, da
ne nazadnje, mi ne moramo imeti nikoli toliko denarja, da bi zgradili vse pločnike, vse ceste, vse javne razsvetljave, vse kolesarske poti, ker bodo to delali še vedno tudi tisti, ki pridejo za nami. Pomembno pa je, da ohranjamo nek nivo bivanja v tem okolju, ki bo znosen, ki bo seveda takšen, da bomo imeli vse komunikacije, vse te infrastrukture vedno znova prevozne, delujoče. Dejstvo pa je, da če ne bo prebivalcev, če bomo recimo demografsko izumirali, bomo verjetno to počeli za kakšne druge nacije, ki prihajajo v Evropo, in to gotovo ni smisel. Zato je ta vlaganje v človeški kapital izjemno pomembno in to je tudi pomembno v naši občini. No, poleg vlaganja v človeški kapital, morda še kakšna beseda o aktualnih investicijah, kaj pripravljate? Ja, mi dejansko zdaj največjo investicijo, ki trenutno poteka, zaključujemo prvo fazo izgradnje pločnikov in javne razsvetljave v kraju Bogojina. Dejstvo je, da je tam Plečnikova cerkev, ki se jo ogleda ogromno turistov in romarjev vsako leto, in je neka nuja, da ta kraj oziroma glavno ulico uredimo tako, da bo temu primerna. Odvisno seveda od vremena bo letos tudi to asfaltirano. Je pa res, da je to dvoletni projekt, ker ni dovolj denarja v enem proračunskem letu. Potem seveda so priključevanja vodovodnih priključkov. Vi veste, da je Pomurski vodovod v tej fazi, da je vsa ta infrastruktura, hrbtenica na nek način tudi v našem sistemu B izgrajena, zdaj pa seveda pospešeno poteka priključevanje in tudi to je včasih kar zahteven zalogaj, ker smo v tem bolj razpršenem, poseljenem delu, torej na Goričkem, so dolge linije pa malo strnjenih naselij ali pa zaselkov in zadeva stane. Tako da te stvari, sicer pa pripravljamo proračune za naslednji 2 leti in tam bomo malo več povedali tudi, kakšne investicije bomo v naslednjih letih izvajali. Je pa že zdaj dejstvo, da tako kot imamo v načrtu razvojnih programov, ki je nekako 3 leta nad sprejetimi proračuni oziroma naprej, bomo zadeve pomikali v prihodnost, ker enostavno tako kot zdaj poteka financiranje, ne bo šlo. Prej ste omenjali vodovod sistema B. Gospod Glavač, katera misel se vam najprej porodi, ko slišite te besede? Vemo, župani se nekako v preteklih mesecih niste uspeli dogovoriti, kako kaže sedaj. Tale pogovor sicer snemava ravno na dan, ko se boste župani še srečali in odločali o usodi tega famoznega projekta. Kot vse kaže, se boste menda vendarle na koncu za dobro regije uspeli dogovoriti. Drži, in sicer danes, ko to snemava, imamo svet ustanoviteljic izredno sejo in po informacijah, ki pač so neformalne narave, imamo zagotovilo, da bi naj končno sprejeli ta elaborat. Moram pa tudi takoj povedati, da je sistem B za razliko od ostalih 2 daleč naprej, kar se tega tiče. Čeprav je medijsko morda bolj vedno v prvem planu, je pa na štajerskem in lendavskem koncu še dosti bolj vse zadaj. Tako da upam, da se bomo mi danes dogovorili, tudi glasovali temu primerno in potem smo neko to obdobje, ki je bilo izjemno zahtevno, tudi zaključili. Ker tega Pomurskega vodovoda v bistvu brez tega našega kraka B ne bi bilo. Veste, da je v začetku bila ideja o Goričkem vodovodu in ko je pristopila k temu seveda še država, so nekako vsi videli priložnost, tako da je cel Pomurski vodovod izjemno velik, tudi v finančnem smislu. Preko 120 milijonov evrov evropskega in državnega denarja in seveda občinskih sredstev je šlo v to,
Tako da ta sistem zagotavlja vsaj za naslednjih 30 let neko zdravo in tudi, bom pravil, tehnološko zanesljivo oskrbo. Je pa res, da prehajamo iz miselnosti, da vsak v tej pokrajini lahko ima nek svoj vodovodek, mali, krajevni, vaški. Ob izgradnji tega vodovoda ni več posamezne občine in tu je bilo seveda največ nerazumevanja v preteklosti, ker načelo pri tem vodovodu je, da ne glede na to, iz katere občine prihaja uporabnik tega vodovoda, mora biti cena enaka v vseh segmentih. To pomeni pri vodarini in tudi pri tako imenovani omrežnini. In tu pri omrežnini je bilo v bistvu največ nekako različnih interesov, bom rekel. In kakšen je zdaj na koncu razplet, kaj zdaj to pomeni konkretno za vaše občanke, občane in seveda ostale po pomurskih občinah, ki so vključene v ta projekt? Ja, jaz lahko govorim za sistem B pomurskega vodovoda. To pomeni, da bo cena vode za kubični meter 0,55 evra. In to v primerjavi sedaj pomeni kaj? Ja, za nekatere občine to pomeni rahel dvig, za večino pa seveda znižanje oziroma enaka cena. Prav tako pri omrežnini, kjer je osnovno nerazumevanje pa bilo v tem, da pri tej omrežnini dejansko imamo mi opraviti z nadomestilom za vrednost izgrajenega sistema. Ne pa tako, kot se nekateri trdili, koliko je kje uporabnikov, ker potem je lahko razlika tudi 1:40. Princip pa pravim, že pri prijavi evropske kohezijske vloge in vseh pogodbah pa je bil, uporabnik mora plačati enako ceno, ne glede na to, kje se nahaja, ali v stanovanju v Murski Soboti ali pa tam čisto nekje na koncu v zadnji hiši v občini Hodoš, recimo, da tako simbolično rečem. In tak princip je seveda tudi pri električni energiji in pri telefoniji, kjerkoli, veste, kako bi pa bilo, da bi nekdo, ki je zelo daleč od daljnovodov elektrarn, plačal zaradi tega več. Enak princip je. Gospod Glovač, poglejva, pokukajva še malce v vaš občinski svet. Novembra boste ponovno imeli sejo. Kaj bo aktualnega, potem sledi še seveda decembrska seja. Ja, v bistvu zdaj mesec in pol do konca leta imamo mi običaj, da imamo na tej seji seveda proračunske zadeve. 2 seji bosta občinskega sveta še do konca leta. Na tej seji bomo imeli seveda rebalans proračuna, že zaradi znanih stvari, ki so jih prej omenjala. Seveda naslednja seja je pa že prvo branje proračuna, predtem seveda imamo mi obvezen sestanek z vsemi porabniki proračunskih sredstev, to pomeni z krajevnimi skupnostmi, z osnovnimi šolami, vrtci, čisto naravo kot našim podjetjem komunalnim. In seveda pri tem uskladimo njihove načrte in želje in pa seveda tudi tisto, kar je možno, da bo realizirano v proračunih v naslednjem letu, tako da se seveda do vseh predlogov oziroma tudi finančnih načrtov, ki so jih zdaj že nekako morali oblikovati posredni in neposredni uporabniki proračuna, opredelimo in povemo, evo, to je morda načrt, ta pa je izvedljiv v tem letu ali pa tako in tako bomo nekatere stvari potem tudi zastavili v naslednjih letih, kar bo sestavina seveda priloge proračuna, to je načrt razvojnih programov, ki pa je seveda, pravim, N+3, če pravimo, leto. Morda kakšna usmeritev, v katero smer boste šli, kje bodo poudarki po postavkah proračuna? Glejte, mi bomo seveda v naslednjih 2 letih še v Martjancih morali zgraditi pločnik. Dejstvo je, da pa kadar delamo take stvari, moramo predstavljati dosti komunalne infrastrukture. Tudi postopki glede urejanja lastništva so pri tem izjemno kompleksni. Včasih se je dalo to delati ne glede na to, kje je kakšna meja privatnega zemljišča. Danes temu ni več tako in seveda tudi, če zemljišče ni naše, ne moremo graditi.
Seveda predtem je potrebno vsa ta zemljišča odkupiti, pripraviti projektno-gradbeno dokumentacijo, razpisati dela in izbrati izvajalce in potem seveda to gre. Tako da ta zadeva, potem imamo nekaj preplastitev v vsakem kraju, posebej manjših, ker nam seveda zaradi tudi vremenskih okoliščin nekatere ceste propadajo, tam bomo imeli investicijsko vzdrževanje. Sicer pa tudi tako, naše komunalno podjetje Čista narava upravlja z 230 kilometri kategoriziranih cest, ki jih mora ves čas investicijsko vzdrževati. Se pravi, pozimi plužiti, posipavati, poleti pa seveda kositi bankine in podobno urejati, tudi preplastiti, če je potrebno, če je kakšna poškodba. Hitro se približuje tudi mesec december, mesec, ko se venomer veliko dogaja, tudi v občini Moravske Toplice bo letos tako. Ena osrednjih prireditev bo zagotovo proslava ob dnevu samostojnosti. Kaj ostalega še pripravljate? Ja, društva imajo seveda vsaka po svoje, potem kakšne zaključne prireditve. Mi imamo seveda en velik sestanek, kot sem že prej omenil, z vsemi krajevnimi skupnostmi in seveda tam se tudi pogovorimo glede teh načrtov. Zdaj, proslava ob dnevu samostojnosti je ta, da nekako ta proslava vsako leto kroži. Od šole do šole, mi imamo 3 osnovne šole. Zdi se nam pomembno, da pridejo veteranske organizacije, predstavniki, morda opišejo za mlajšo generacijo tudi kakšne dogodke iz naših krajev. Namreč mi smo pokrajina, kjer seveda ni v nobenem smislu bila nikoli zasedena, razen vseh teh obmejnih karavl, stražnic. Tisti boji, ki so pač potekali, ki so bili malo večji, so mnogim tudi pustili nepozabne spomine. Pomembno je pa, da mlajša generacija dobi neposredno sporočilo, ker ni samo tista daljna zgodovina pomembna od antike do Rimljanov in naprej, ampak tudi ta neposredna, ki smo jo doživljali mi. Otroci, ki so porojeni po letu 90, pa seveda te izkušnje nimajo in prav je, da jo dobijo tistih, ki smo bili akterji tega. In ti otroci po letu 1990, ki so bili rojeni, da se navežem še na tole in s tem bova tudi zaključila, imajo sedaj v tem obdobju priložnost, da se prijavijo na razpis za štipendije, ki ga je vaša občina razpisala in je odprt do 15. decembra, ampak ne velja čakati, čim prej s prijavo pohiteti. Tako, tudi ta štipendijska shema je ena od oblik, kjer pomagamo mladim iz naše občine. Podobna zadeva je pri rojstvu novorojencev, kjer seveda kljub krizi zagotavljamo vsakemu, ki je rojen v naši občini, 1000 evrov. In seveda s tem skrbimo tudi, da mlade družine na nek način lažje vstopijo v novo življenje z otrokom. Razpis je objavljen na vaši spletni strani, tam lahko študentje dobijo vse dodatne informacije. Drži, študentje se prijavijo po obrazcu, ki je tudi objavljen, in seveda potem sledi komisija, ki izbere oziroma ugotovi, ali izpolnjujejo vsi tiste razpisane pogoje. Pogoji so zelo enostavni, ustrezna ocena nad 7,5 povprečje, stalno bivališče v občini Moravske Toplice. Kriterij je pa tudi oddaljenost od kraja bivanja in kraja šolanja, tako da potem v nekem trenutku pač te štipendije tudi podelimo. Gospod Glavač, veliko sva danes povedala, veliko aktualnih informacij za vaše občanke in občane. Želim vam vse dobro do konca leta in nasvidenje do naslednjič. Tudi vam in vsem, ki naju gledajo in poslušajo. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, toliko za danes o aktualnem dogajanju v občini Moravske Toplice. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami. Nasvidenje.